Ker dobivam ogromno vprašanj, kako zgraditi mišično maso, obliko in moč, zraven pa še pokuriti tisto maščobo, sem se odločil, da vam prikažem 3 najboljše vaje, kako narediti vse našteto. Živjo, sem Jernej Koprivnikar, Proteini.si svetovalec in fitness trener. Imaš vprašanje ali dilemo? Piši mi še danes. Te 3 vaje so pa mrtvi dvig, počep in bench press. Počep je sigurno najboljša vaja za razvoj celotnega telesa, saj vključuje čisto vse mišice. Je pa tudi ena najboljših vaj za izgorevanje maščobe, saj pri njeni izvedbi porabimo ogromno energije. Ampak nažalost marsikdo počepa ne izvaja, saj se boji, da si je poškodoval kolena in hrbtenico. Do teh poškodb pa lahko pride samo, če vaje ne izvajate pravilno. Drugače pa to varna vaja. Z njo boste okrepili tako svoja kolena, noge, kot tudi celo telo. Do poškodb lahko pride samo pri kakšnih ego dvigih ali drugi nepravilni izvedbi, zato vam bom pokazal, kako se vajo pravilno izvaja, pa tudi, kje delate napake. Začetni položaj stoja raznožno v širini kolkov, trup je vzravnan, pogled pa usmerjen naravnost. Kolena so vzporedno poravnana s stopali, ki so obrnjena rahlo navzven. Pomembno je, da se v končni najgloblji poziciji ohranja stopala na tleh, kolena pomika navzven v smeri prstov na nogi. Hrbet pa mora biti vzravnan, kolikor je to le mogoče, vendar nagnjen pod kotom 45 stopinj. Pri izvedbi vaje moramo paziti, da s koleni ne preidemo čez prste in da s koleni ne rotiramo navznotraj. Mrtvi dvig pa se lahko po svoji učinkovitosti približa počepu. Če rečemo, da je počep kralj vseh vaj, potem je lahko mrtvi dvig kraljica, pa princ. Če boste delali to vajo, boste postali masivni, dobili boste širok hrbet, močna ramena, pa tudi noge. Odvisno, kaj želite. Če hočete bolj poudariti hrbet, boste delali klasičen mrtvi dvig, če pa želite močne noge, boste delali pa sumo različico. Ker pa je to zelo težka vaja, se jo marsikdo izogiba in raje dela hrbet na napravah, pol pa jamra, da ni napredka. Ja, seveda ga ni, trenirajte škol, pa pej dam. No ja, je pa to res težka vaja in če jo delamo narobe, lahko hitro pride do poškodbe. Z nogami sonožno stopimo k palici, palico primemo ob kolenih v širini ramen. Zadnjico potisnemo nazaj, hrbet mora biti vzravnan, pogled usmerjen naprej. Palico dvignemo navpično navzgor, nato pa se vrnemo v začetni položaj. Verjamem, da so poleg rok vsem moškim obiskovalcem fitnesa najbolj pomembna prsa. Osnovna vaja za trening prsi pa je bench press. Pa se veste, eden najbolj priljubljenih vprašanj na fitnesu je, koliko imaš benča. Ampak ni vse ego, ni toliko pomemben, koliko dvignemo, pomembno je, kako dvignemo. Namreč večina posameznikov dela benč narobe, namesto da bi dvigovali benč s prsmi, dela to z rameni in z rokami in posledica tega so velike roke in velike rame, prsnih mišic pa kar ni. Tako nekako pri meni, ne? Samo jaz benča namerno nisem delal, ker sem bil strongman in velike prsne mišice pri tem športu samo ovirajo pri dvigovanju tež nad glavo. Samo to ne pomeni, da vam ne znam pokazati prave tehnike, pa tudi sam jo vedno več delam, ker gradim tudi na prsnih mišicah. Uležemo se na klop tako, da je palica v višini oči. Noge trdno pritisnemo ob tla, osločimo hrbet, stisnemo lopatice ob klop in roke postavimo v kot 45 stopinj. Dvignemo palico in jo počasi spustimo do prsi in jo nato dvignemo v začetni položaj. Največja napaka pri benču pa je, da palico dvigujemo pod kotom 90 stopinj in s tem vso težo prenesemo na ramena. Spoznali ste 3 osnovne vaje za oblikovanje moči in telesa. To so osnovne vaje, katere delate za moč, z manj ponovitev in večjo težo. Tako boste dobili na moči in funkcionalnosti telesa. Za boljšo vadbo in fokus med vadbo vam priporočam pre-workout, v njemu imate pa tudi kreatin. Med samo vadbo vam za boljšo regeneracijo priporočam PCA aminokisline, po vadbi pa svoje mišice nahranite z gainerjem. Imaš vprašanje? Piši mi na info@proteini.si in z veseljem ti odgovorim. Svoje vprašanje pa lahko zastaviš tudi našim svetovalcem v šopu.